Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali dečka po imenu Lovro, ki naravnost obožuje gasilce, ob tem pa si tudi sam neizmerno želi postati gasilec. Mu bo uspelo? Predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa avtorja Miha Grila z naslovom Postal bom gasilec. Glej, gasilec gre! Je z iskrivimi očmi zakričal, medtem ko je skozi okno gledal na sosednjo stavbo. Prav zares, čisto vsak dan fantek Lovro gleda skozi okno in čaka, da se pogumni gasilci odpravijo na pomoč. Modre luči, sirena, rdeč tovornjak in veliko hitrih fantov ter deklet v svojih gasilskih oblekah so zares nekaj posebnega. Danes gasilci pripravljajo otroški sejem. Svoje velike rdeče tovornjake z utripajočimi modrimi lučmi na strehi in vso svojo opremo so razstavili na dvorišču gasilskega doma. To je Lovrov najljubši dan, ko lahko spoznava gasilce in njihovo opremo. Lovro se usede v vsak gasilski tovornjak in prijazni gasilec mu dovoli, da prižge utripajoče luči in gasilsko sireno. Uiju, uiju, glasno zatuli sirena, Lovro pa od navdušenja komaj zadržuje dih. Lovrova mami danes ne kuha kosila. Zanj bodo poskrbeli gasilci. Na robu dvorišča že dišijo pečene piščančje krače. Vsak svojo kračo in pečenim krompirčkom se usedejo za veliko gasilsko mizo. Otroci so navdušeni, da lahko jedo skupaj z gasilci. Po obedu pa sledi otroška igra. Dragi otroci, bodoči gasilci in gasilke, ste za eno igro? Vpraša vodja gasilske brigade. Ja! Zakričijo otroci. Usedite se nasproti gasilskega tovornjaka in naj se zabava začne. Vsi otroci hitro stečejo do klopi, se posedejo in nestrpno pričakujejo začetek igre. Iz garaže prikorakajo gasilci ob spremljavi koračnice orkestra in začnejo pravo gasilsko igro. Ta je zabavna in hkrati poučna, saj otroci skozi njo spoznavajo vsa orodja, ki pomagajo gasilcem med reševanjem ljudi. Otroci pozorno spremljajo igro, pri kateri gasilci pravkar rešujejo gospoda, ki ne more z drevesa, saj se mu je spodmaknila lestev. Lovro pa pogled zahaja na velik gasilski tovornjak in gasilsko obleko, ki je razstavljena na stojalu ob njem. V njegovi majhni glavi se poraja veliko misli, a nekaj mu je popolnoma jasno. Postal bom gasilec. Se odloči, a se hkrati zaveda, da še ni dovolj velik, da bi lahko nosil to veliko, težko obleko. Nočem čakati tako dolgo, da se jim lahko pridružim, si pravi. Kako gasilci pomagajo ljudem v težavah, se mu zdi čudovito in nadvse pogumno. Igra se konča, gasilci se priklonijo, pomahajo otrokom in staršem ter se utrujeni vrnejo v gasilski dom. Presrečni otroci skupaj starši odidejo vsak proti svojemu domu. Ti je bilo všeč? Vpraša mama Lovra. Lovro se le še utrujeno nasmehne in zadovoljno prikima. Čez nekaj dni gre Lovro skupaj starši na obisk dedku in babici. Kot vedno ima Lovro v svojem igralnem kotičku avtomobilčke, motorje in gasilska vozila.
Zelo rad jih postavlja v vrsto in potem enega za drugim potiska po hodniku. Z njimi dirka, medtem pa mu najhitrejši avtomobilček uide s hodnika v spalnico. Ko so igrače po celem hodniku, jih pobere in opazi, da manjka tisti avtomobilček, ki se odpelje v spalnico. Polnih rok ga gre iskat, tam pa zagleda obešeno pravo gasilsko obleko. Oči se mu zasvetijo. Dedek je gasilec, pravi gasilec. Takoj steče do dedka in ga ves vzhičen vpraša: Dedi, si ti res gasilec? Dedek se nasmehne in odloži skodelico kave. Veš, ko sem bil mlajši in močnejši, sem bil res gasilec. Z nasmehom na obrazu odgovori Lovro. Dedek takšnega napora, kot ga zahteva gasilstvo, ne zmore več. Ampak dedi, jaz si tako močno želim postati gasilec. Veš, vsak ima svojo obleko in jaz je nimam. Hiti Lovro razlagati dedku. Dedek mu obljubi, da jo bo odnesel k vaškemu krojaču. Naročil mu bom, da jo zmanjša, še pripomni in ga prav prisrčno potreplja po rami. Lovro zadovoljen zakoraka okoli mize in z nasmehom salutira zbrani družini. Vsi skupaj se glasno nasmejijo in vrnejo pozdrav bodočemu gasilcu. Kdo bi si mislil, a mali Lovro bo dobil svojo gasilsko obleko. Kakšen čudovit dan. Naslednji dan se dedek kot obljubljeno odpravi do bližnjega krojača. Na veliko krojaško mizo položi svojo težko gasilsko obleko. Zmanjšati jo bo treba, z nasmehom pripomni. Krojač ga začudeno pogleda in plane v smeh. Moj dragi prijatelj, greš spet med gasilce? Ne, zamahne z roko dedek. Za vnuka bo. Se mi boš pomagal, kaj ne? V smehu odvrne. Seveda bom. Krojač podrobno pregleda obleko in precej zaskrbljeno opozori dedka, da je gasilska obleka iz posebnega blaga. Najraje bi tako naročilo običajno zavrnil, vendar to ni mogoče, saj sta z dedkom dobra prijatelja že dolga leta. Da se bo obleka Lovru popolnoma prilegala, krojač naroči, naj se prihodnji večer vrne k njemu. Skupaj bova pravilno ukrojila in sešila obleko. Skleneta na koncu in se sežeta v roke. Lovro to noč nikakor ne more zaspati. Misli mu drvijo po glavi, kot da bi se vozile na zabaviščnem vrtiljaku. Njegova velika želja se končno uresničuje. Počasi le zdrsne v spanec in kot bi mignil, že ga prebudijo prvi sončni žarki. Dobro jutro, z nasmehom zašepeta mami, ko stopi v njegovo sobo. Zajtrk že čaka na mizi, pripomni. Lovro zdrvi iz postelje v kuhinjo, hitro poje svojo najljubšo palačinko z jagodno marmelado, si umije zobe, vzame šolsko torbo in odide v šolo. Dan se preveša v večer in na dvorišče se pripelje rdeč avto. Zahupa, da Lovra kar prizdigne s kavča. Dedek je! Glasno zavpije, obleče jakno in pozdravi starša. Se vidimo, danes bo gasilska obleka že sešita. Ponosno doda in steče v avto. Kot se je krojač bal, šivalni stroj komaj prebada težko in debelo tkanino obleke. Kar naenkrat pa začne stroj močno cviliti in se pregrevati. Pazi! Zavpije dedek, ko stroj zajamejo iskre in ogenj. Gremo, hitro, rešita se! Zakriči krojač. Med begom iz hiše se dedek zaplete v ostanke blaga in pade. Lovro na tleh opazi škarje,
prereže blago in s tem reši dedka. Zbežita na dvorišče, kamor so se ravnokar pripeljali gasilci. Lovro, pomagal si, ko je bilo najbolj potrebno. Gasilci vedno pomagamo vsem, ki so v stiski. Gasilec ponosno pohvali Lovra. Na koncu se z dedkom živa in zdrava vrneta domov. Lovro je vesel in ponosen nase, da je lahko pomagal in s tem zaživel to osnovno vrednoto gasilstva. V preteklih dneh je spoznal skoraj vso gasilsko opremo, se družil s svojimi junaki na pikniku, na koncu pa še pomagal pri reševanju dedka. Čeprav je izgubil svojo gasilsko obleko, ni prav nič žalosten, saj so ga gasilci sprejeli med mlade gasilce, pionirje, ki se učijo gasilstva. Ko si nekaj res močno želiš z vsem srcem, se pogosto tudi uresniči. Ja. Zares čudovita, navdihujoča zgodba o neizmerni želji, vztrajnosti ter uspehu. Hkrati pa tudi poklon ter zahvala gasilcem za vso njihovo požrtvovalnost v različnih preizkušnjah. Bravo, gasilci! Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni slovenski pravljici z naslovom Ježek, snežek in požar, v kateri boste spoznali ježka, ki vas bo podučil, kako pravilno ravnamo v primeru požara. Prijeten pozdravček požrtvovalnim gasilcem ter pa seveda vsem, ki tako radi prisluhnete pravljicam v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Slepa pravljica.